smo svečano akademijo 60-letnici osnovne šole Brato Polančiča. Učenci, bivši učenci, delavci šole, bivši delavci šole, bivši ravnatelji, predstavniki ministrstva, Zavoda za šolstvo, občine, prijatelji naše šole, prisrčen pozdrav. Posebej velja pozdrav in zahvala današnjemu častnemu pokrovitelju te prireditve Slavnostne akademije in slavnostnemu govorniku, gospodu Francu Kanglerju, županu mesta Maribor. In gospe Mojci Škrinjar, generalni direktorici direktorata za vrtce in osnovno šolstvo. Današnja svečana akademija je krona dogodkov zadnjega meseca, ko smo posvetili 60 let naši šoli, osnovno šoli Brato Polančiča. Cel mesec so bile dejavnosti pestre, bogate. Vključeni so bili učenci, bivši učenci, delavci šole, starši in, kot že prej rečeno, prijatelji naše šole. Osnovna šola Brato Polančičev ima bogato tradicijo, ki jo negujemo, skrbimo, da razvijamo. Toliko današnje prireditve se bomo sprehodili skozi ta čas. Omenil bi 35 let nazaj sta se združili osnovna šola Antona Laškrca v Laškrčevi ulici in osnovna šola Brato Polančiča v Krekovi ulici v enotno šolo. In pred 25 leti s prizidkom sta ti dve šoli se tako združili, da delujeta še danes pod isto streho v teh dveh stavbah. In starejša stavba ravno to leto praznuje 100-letnico. Izkoristil bi, da bi se zahvalil vsem učencem, učenkam, bivšim učencem, staršem, ki so popestrili tak kulturne dogodke v tem mesecu, ki so kakršnikoli del prispevali, da smo slavili, da slavimo, se jim torej zahvaljujem in ponosni smo, kar smo ustvarili. Šola ima zelo pestro obdobja, take, ki so zelo radoživa, vesela in taka, ki so malo težja. In ob pogledu šolskih kronik je tudi teh obdobij nekaj. Tudi ob pogledu kronike, take, ki vas je čakala sedaj, ob spominih vaših je zaznati določene stiske. Ob takih težkih trenutkih smo se poskušali naučiti, iti naprej in pomembno potegniti in vplivati na boljši jutri. Skupaj z delavci šole smo si zadali vizijo in sicer za kvalitetnejšo in boljše bivanje učencev, učiteljev, staršev v sodobni osnovni šoli. Za to našo vizijo, da bi bili prepoznavni, so potrebni prav vsi partnerji, da se potrudimo, učenci, starši in učitelji. In ob koncu, dragi učenci, dragi učitelji, bodite ponosni, da ste člani osnovne šole Brato Polančiča.
pozdrav vsem zbranim na svečani akademiji ob 60-letnici osnovne šole bratov Polančičev. Prosim gospod Mojco Škrinjar, generalno direktorico direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, za nekaj uvodnih besed. Spoštovani gospod ravnatelj, sodelavkami in sodelavci, spoštovani gospod župan, dragi otroci, spoštovani starši, dragi krajani, krajanke, spoštovani ostali gostje. Lepo vas pozdravljam in vam prinašam tudi pozdrave našega ministra za šolstvo in šport, dr. Milana Zvera. Dan se je začel v dežju in se prevesil v Mariboru sončna popoldne in zvezdna noč. Maribor, mesto prijaznih ljudi, kamorkoli se obrneš, srečaš nasmeh, prijazna beseda. V tem Mariboru stoji tudi osnovna šola bratov Polančič. Verjamem, da je osnovna šola bratov Polančič kvalitetna šola in verjamem v slovensko kvalitetno šolo. Kaj pravzaprav tvori slovensko kvalitetno šolo? Zagotovo so to profesionalni učitelji, ki vedo, kako delati in to tudi požrtvovalno in do skrajnih medja potrpežljivo počnejo. Razmišljajo o učencu, kako mu lahko pomagajo, kako do boljšega znanja, kako do boljšega razumevanja. In učitelji, ki so neizprostni, kadar gre za dobre odnose, medsebojna pravila, prijaznost, spoštovanje eden do drugega, ki postavljajo meje, ki spremljajo učenca, ki pomagajo tako oni, ki imajo težave in tistim, ki seveda jih te težave prizadanejo. In tukaj so še starši, kot je rekel gospod ravnatelj, ki morajo odgovorno sodelovati z učitelji. To je dobra šola. Šola, ki ima potrpljenje z vsemi. Šola, ki gre vedno naprej. In življenje je izziv tistim, ki so pogumni. Tistim, ki jim problem postane izziv. Življenje je očarljivo za pogumne in dolgočasno za boječe. In to je tisto, kar dela pogum in pot naprej, ter profesionalnost in odgovornost je tisto, kar dela slovensko šolo prepoznavno in kvalitetno. Osnovna šola bratov Polančič je vpeta v številne projekte, je znana v slovenskem šolskem prostoru. In naj tako ostane tudi naprej. Dan se je začel v dežju in končal v prijaznem sončnem popoldnevu in zvezdni noči. Želim osnovni šoli bratov Polančič še veliko uspehov, veliko plodnih problemov, da bi postali izzivi za boljše delo. Hvala lepa. Hvala gospe Mojci Škrinjar, generalni direktorici direktorata za vrtce in osnovno šolstvo, za te uvodne besede. Sedaj pa vabim na oder še gospoda Franca Kanglerja, župana mestne občine Maribor. Včeraj vsem skupaj, spoštovani zbrani, spoštovani učenci, spoštovani učitelji, spoštovani ravnatelji, spoštovana direktorica direktorata, bivši ravnatelji, bivši učenci in vsi skupaj. Ko človek se tako ozre v jubileju in ko se ljudje srečajo, da praznujejo svoj rojstni dan, z namenom, da se z enim časom izrejo v preteklost, z drugim v prihodnost. In tako smo se mi danes tukaj zbrali, da praznujemo
60-letnico osnovne šole. Da se z enim očesom ozremo v preteklost, s drugim pa v prihodnost. Ko se tako ozremo znotraj mestne občine Maribor po osnovne šolskih programih, lahko z velikim veseljem ugotavljam. In ko se tako ozremo po tej dvorani in ko pregledam zbornik, lahko govorim, na marsikatera pomembna osebnost na področju kreiranja, tako politike, gospodarstva, kulture, športa je bila deležna osnovnošolskih programov prav na osnovni šoli Brato Polančič. Res je, da mene ta osoba ni doletela. Res pa je, da sem to osobo spoznal v zadnjih 5 letih preko učiteljice Stenke Križanič. Tako na področju kulture, organizacije, vzgojnih programov. Z velikim veseljem smem na tem mestu podariti. Na mesto Maribor je kulturno mesto. Mesto Maribor bo leta 2012 postalo kulturno središče celotne Evrope. Mesto Maribor si želi, da leto 2013 v naslednjem letu uspešno kandidiramo na Zemsko univerzijado. Mesto Maribor postaja tudi turistično mesto, trgovsko središče, gospodarsko središče. Mesto Maribor si želi, da postane izobraževalno središče, ne samo celotno delo Slovenije, ampak izobraževalno središče osrednje Evrope. In seveda, če ugotovim, mesto ne more biti prestižno mesto, če nima dobrih učencev. Učenci pa ne morejo biti dobri, če nimajo dobrega ravnatelja, če nimajo dobrega učiteljskega zbora. Za vso resnost in odgovornostjo lahko na tem mestu potrdim. Osnovna šola Brato Polančič ima dobre učence, predvsem ima dobre učitelje in dobrega ravnatelja. In tako ravnatelj kot učiteljski zbor, kot tudi učenci imate veliko podporo mestne občine Maribor. Dovolite mi, spoštovane zbrane, zelo sem vesel, da vam smem danes ob takšnem jubileju na tej akademiji iskreno čestitati za vašo prehojeno pot v preteklosti. In želim vam, da zelo z širokim srcem, dobrodušnostjo, predvsem pa, če ste poslušali nastop in govor ravnatelja, ko začel pozdravne besede z učenci, prvem mestu, bivši učenci, učitelji, bivši ravnatelji. To pomeni, da se zaveda, ne samo tudi učiteljski zbor, da so otroci in učenci tisti, ki so vredni našega zaupanja, predvsem pa našega nečegovarstva. Zato skupaj kreiramo politiko na področju osnovnošolskih programov in skupaj se ozremo v prihodnost in skupaj kreiramo to pot, s katero skupaj se podajamo. Jaz sem prepričan, da je prava pot tudi v mesto Maribor, ki mu govorimo v univerzitetno mesto. Spoštovani ravnatelj in vsi ostali zbrani, iskrene čestitke jubileju osnovne šole Brato Polančič. Svečana akademija je le ena od aktivnosti povezanih z našim praznovanjem. Gotovo ste se ogledali, katero od naših glasbenih prireditev slavimo s pesmem in plesom, si ogledali razstavo Tudi to je šola ali se udeležili prazničnega bazarja. Danes bomo v eni uri skušali strpiti 60 let zgodovine, hkrati pa predstaviti široko paleto ustvarjalnosti, ki krasi sedanji čas osnovne šole Brato Polančičev. 60 let v eni uri? To pomeni, da imamo za vsako leto natančno minuto časa. Nekaj minut smo porabili že uvodoma, zatorej se več ne ugotavljamo. Imaš prav. Pokukamo v našo kroniko, ki nam bo služila za osnovo pri prikazovanju zgodovine šole. Ko smo že pri kroniki, pisati so začeli leta 1903.
Da je vsa dokumentacija v šoli ohranjena, pa je zaslužen ravnatelj gospod Simon Dobrnik, ki jo je leta 1940 skril v kletnih prostorih šole. Če ne bi bil tega storil, morda nikoli ne bi vedeli, da smo bili najboljši že davnega leta 1933. Tega leta so v Beogradu pripravili razstavo šolskih izdelkov meščanskih šol in prav izdelki naših učencev so bili razglašeni za najlepše v državi. 2007 minus 1933 je 74. 60-letnica, 74 let. Zdaj ne dvomim, da smo res nekaj posebnega. Biti najboljši že 14 let pred tem, ko sploh obstajaš. To je tako, kot da bi jaz predstavila naslednjo točko nekako takole. Učenci, ki bodo v naslednjih minutah zapolnili oder, se bodo predstavili s pesmijo in plesom. Stari so 8 let, svoje prve uspehe pa so dosegli pred 14 leti, ko so na srečanju folklornih skupin zasedli odlično. Šola je obstala že prej.
nekaj zgodovinskih prelomnic. Leta 1873 v Krekovi ulici končajo gradnjo novega šolskega poslopja. Se vseli prva deška osnovna šola s 5 razredi. Leta 1891 nastane splošna deška, ljudska in meščanska šola. Med Prvo svetovno vojno je v prostorih šole bolnišnica. Stavba Laškečeve ulici je bila zgrajena pred 100 leti. Leta 1925 začne v njej delovati gospodinjska šola Vesna. 12. junija 1935 se šola na Krekovi z odlokom preimenuje v državno deško meščansko šolo generala Majstra. Leta 1946 se šola združi z gimnazijo. 6 let kasneje se gimnazija razdeli na nižjo in višjo in nastane 5. nižja gimnazija. Leta 1953 postane ravnateljica gospa Vida Rudolf. Prisluhnimo vaji, ki nam bo prebrala odlomek spomina gospe Rudolfove na tiste čase. Prispevek za zbornik. V tako zastavljeni šoli sem ravnateljevala kar 20 let. Najprej je bila to nižja gimnazija, potem 8-letka, zdaj je to že 9-letna šola. V začetnem času smo bili učenci, učitelji in starši skromni in nezahtevni. Zavedali smo se, da se vsakdo osvetljuje le skozi drugega in mora biti zato vedno na poti k njemu. Šola je bila takrat edino žarišče in dorišče življenja mladih. Samo v njej so lahko doživeli svoj prvi uspeh, prvi nastop, prvi ples, svojo prvo najstniško ljubezen, prva očaranja in razočaranja. Učitelji smo se nenehno izobraževali in uvajali nove oblike vzgoje in pouka. Tudi šola bratov Polančičev je doživela veliko sprememb, tako prostorskih kot vsebinskih, a nekaj je v njej ostalo vse od začetka do danes. V krogu toku učenci, učitelji, starši so vedno živeli najžlahtnejše vrednote človeštva, spoštovanje, ljubezen in želja po napredku. Te vrednote čutim še posebej zdaj, ko se med nekdanji učenci, danes že dedki in babice, še vedno radi spominjajo kot nosilke humanizma, lepenja po lepoti in napredku. Vida Rudolf. Časov beremo. Že takoj v tem šolskem letu so ustanovili zavetišče. To so današnji oddelki podaljšanega bivanja. Po pouku je zavetišče delalo še 3 ure, da so lahko učenci naredili domače naloge pod nadzorstvom učiteljev. Razvijali so svobodne dejavnosti, športne, pevski zbor, dramski in filmski krožek. Veliko skrb so posvečali moderni izobraževalni tehnologiji. Leta 1955 so nabavili diaskop, leto kasneje episkop in kinoprojektor. Kmalu zatem so odprli šolsko kuhinjo. Zala, kako pa je s tem danes? Danes je podobno. Mlajši učenci še vedno naredijo domače naloge v oddelkih podaljšanega bivanja, še vedno imamo veliko interesnih dejavnosti, še vedno smo aktivni na dramskem in televizijskem področju, imamo oddelke z dodatnimi športnimi vsebinami, episkope, diaskope in kinoprojektore, karkoli to že je, so zamenjali računalniki, na pevski zbor pa smo še vedno ponosni, kot tudi na našega nekdanjega učenca Sergeja Ruprehta, ki bo s Pedro Tur in ob klavirski spremljavi Tatjane Dvoršak zapel Verdijevo Napitnico.
90. leta so bila za šolo izjemno dinamična. Izpostavimo nekaj prelomnic in uspehov. 1958. Šola iz 5. nižje gimnazije postane popolna 8-letna osnovna šola in se preimenuje v 6. osnovno šolo. Istega leta dosežemo prvo mesto na razstavi otroških risb v Novem Sadu in začnemo izdajati prvo šolsko glasilo Otroci svobode. Tega leta dosežemo zmago na oddaji Pokaži, kaj znaš, ki je nastala prav takrat. Ja, ko je bilo potrebno pokazati, kaj znamo, smo bili vedno ponosni.
Tudi 60. leta skrivajo kar nekaj pomembnih prelomnic in uspehov. Pa začnimo že leto prej. V šolskem letu 1959-60 se šola na pobudo muzeja MOB preimenuje v osnovno šolo bratov Polančičev. V 60. letih je na šoli ustanovljeno šolsko športno društvo. Šola postane eksperimentalno-hospitacijska šola, karkoli to že je. Organizirajo se prve zimske šole v naravi. Dosegamo prva mesta na likovnih, športnih in dramskih srečanjih. Prisluhnimo, kako se zlatega obdobja dramskega krožka spominja naš dolgoletni sodelavec gospod Tone Partljič. Njegove misli bo prebral Timon Šturbej. Osnovne šole bratov Polančičev. A saj živijo z ženo s to šolo že dobrega polnjenega veka, od leta 1972. No, zdaj skoraj ne več, pa Milka že v penciji. Se še spomnim mame Julke Polančič. Leta 1972 sem obiskal legendarno ravnateljico Vido Rudolf. Sam sem bil že eno leto v službi v gledališču, Milka še zmerom v osnovni šoli na Sladkem Vrhu. Sem vprašal, ali bo kako delovno mesto za predmetno učiteljico geografije. To je bilo še na Grekovi ulici v pritličju prve gimnazije. V jeseni je Milka že učila tam, Mojca pa je hodila v 3. razred. Mojca je v 5. razredu rekla, da bi rada igrala, Milka pa, da bi rada vodila dramski krožek. Jaz pa sem obljubil, da bom izbral tekst in pomagal Milki režirati. In smo igrali velikaško norost, potem Ura soncu in dežju, jezičnega doktorja in kapetana Johna Peoplefoxa, in saj si vendar punca, in zvezdico za spanko, in še 25 premier. Po pouku smo učinico likovnega pouka spremenili v oder. Saj je Shakespeare rekel, ves svet je oder in je lahko oder tudi šolski razred ali avla. In ustvarili smo nov in navidezen svet.
Takrat je bil ravnatelj že Franjo Karažinec, ki je imel velik posluh za teater, ki smo ga zganjali tudi potem v stavbi v Prešernovi ulici v mali telovadnici. Franjo je dal denar, Danilo je montiral dvižni oder, zavese, reflektorje. So igrali naša Mojca, ki je zdaj igralka, Rok Viher, ki je zdaj igralec, Matjaž Latin, ki je zdaj režiser, Darja Švajger, ki je zdaj pevka in še premnogi odlični fantje in dekleta. Kasneje nam je čestitke premierah izrekal že tretji ravnatelj, Mladen Tancer. Kaj vse se je dogajalo na vajah? Smeh, jeza, užaljenost, prepir, radost ustvarjanja, potiranje kulis, ponavljanje prizorov do nezavesti, vzgoja, odgovornosti in sodelovanja. Tudi otroško gledališče se rodile v gledališki družini. Midva z Milko sva se še kdaj v posteli prepirala zaradi kakega prizora ali igravca. In potem premiere, trema, sprotno reševanje zadreg, tišina v dvorani, smeh, solze ganjenih mamic, babic, očkov. Tista je naša, on je moj sin, so še petali. In čestitke, objemi, ljubezni, spoštovanje, nagovori ravnatelja, šopki, pogostitev. In potem gostovanja po vsej Sloveniji. Pomagale so nam učiteljice Mojca, Brigita, Simona, Majda, Danila smo že omredili. Zdaj me neznani odrasli ljudje postavljajo in sprašujejo. Me ne poznate? Igral sem v dramskem krožku. Tega se od celega šolanja najbolj spomnim. Je kaj lepšega? Dokler sva bila med njimi, sva bila mlada. Tone Parlič. Učenci so v okviru dramskega krožka pogostovali tudi ob sobotah. Tudi takrat, ko smo že spet prvi v Mariboru uvedli 5-dnevni delovni teden. Čakaj, hočeš reči? Ja, točno to. Še pred dobrimi 30 leti so učenci hodili v šolo tudi ob sobotah. Saj si hodila to vprašati, ne? Ja, leta 1968 so na šoli upeljali tudi malo šolo. Zala, če bi ti takrat hodila v šolo, bi zagotovo prejela rdečo vrtnico. Kaj? Namreč prejeli so tisti učenci, ki so do 1. maja obdelali že ves učni program. No, to je pa za njih bil velik preskok. Najprej proste sobote, potem pa še počitnice. Od maja do septembra. No, ne poznam podrobnosti, a po mojem so hodili v šolo tudi še po 1. maju. Naj bo tako ali drugače. Prej, kot so se naučili, več časa jim je ostalo za zabavo. In kjer je zabava, je tudi harmonika, kaj ne? No, sam si kar dobro predstavljam zabavo tudi brez harmonike. Je pa res, drži obrnjeno. Kjer je harmonika, bo skoraj zagotovo zabavno. Kaj ne, Marko?
osnovna šola brata Polančičev in osnovna šola Antona Aškrca. Kmalu zatem postane ravnatelj šole gospod Niko Šibart. Leta 1974 prevzame ravnateljevanje gospod Franjo Karažinec. Leto kasneje, 1975, šola uvede svetovalno službo, karkoli to že je. Najprej zaposli socialno delavko, leto kasneje pedagoginjo, 2 leti kasneje še psihologinjo. Tudi tu je do danes prišlo do sprememb, kaj ne? Seveda, zaradi upada števila učencev in strožjih meril zaposlovanja je usahnilo delovno mesto socialne delavke. Pedagogini se je število ur razpolovilo. Psihologinja pa je z leti postala psiholog. Kronika razkriva, da je osnovna šola brata Polančičev vsa leta beležila visok učni uspeh. Še najvišjega v šolskem letu 1974-75, kar 99%. Čakaj, a ni to prav leto pred tem, ko so začeli uvajati svetovalno službo? Mogoče. Sredi 70-ih se je na šoli zamenjal tudi pokrovitelj. Do šolskega leta 1974-75 je bil pokrovitelj Zlatorog. Po tem letu pa Union, Kreditna banka Maribor. Najprej Zlatorog, potem banka. 3-krat lahko ugibate, kdo je mentor šolske hranilnice. Nič ne bomo ugibali. No, pravzaprav bomo. Prisluhnimo Niki in Boštjanu, kot poeta pa bomo ugibali, kdo bi zasedel drugo mesto na natečaju, na katerem bi sodelovala tudi Nika in Boštjan. Kako to misliš, drugo mesto? Ja, no, tako je zanima. Saj ne dvomiš, da bi zmagala. Nika in Boštjan. Malo više sem. V življenju vsakega moškega pride trenutek, ko si mora misliti duet. Običajno je to žena. Ampak, ker meni poskusi v tej smeri ne gredo najbolje, sem se odločil za glasben duet.
Leta 1951 smo se priključili projektu učenja latinščine. Leta 1993 dobili novega ravnatelja, Mladena Tancerja. Leta 1996 smo odprli razstavišče. Naša stalna zbirka umetniških del je bogata. Kar 58 se jih je nabralo do danes. Leta 1997 smo dobili nove športne oddelke. Tako smo učenci že prva leta šolanja opravili tečaj tenisa, drsanja, rolkanja, plavanja, osvojili osnove gimnastike. Vina sta znanje ritmične gimnastike izpopolnjevali še v prostem času. Pa poglejmo, kaj sta pripravili za danes. Še vedno smo v letu 1997. 10 let je torej od tega, ko smo se pridružili veliki družini UNESCO šol. Leto kasneje pa se pridružili gibanju Zdrava šola. V UNESCO smo spoznali mnoge prijatelje. Del UNESCO-ve družine predstavljajo tudi dijaki srednje ekonomske šole, ki jih gostimo tudi danes.
10 let je tudi od ustanovitve šolske televizije. Veliko so stvarili v tem času. Oglejmo si enega njihovih izdelkov, s katerim so zmagali na državnem natečaju Sporočilo v steklenici. Kratek film z naslovom Izbira je tvoja je bil predvajan na Svetovnem kongresu zdravstvene organizacije v Štokholmu, kjerkoli že to je. Veliko smo danes govorili o učencih in njihovih dosežkih. Imenovali smo vse ravnatelje šole. Res so bili v večini ravnatelji. A ne pozabi, bila je tudi ravnateljica. Dobro, tudi ravnateljica je. Ampak hotel sem spomniti, da še ničesar nismo rekli o učitelji. In učiteljica. One so vendar v večini. Učiteljice. Seveda učiteljice, predvsem učiteljice. Sedaj popravljamo to napako. Med nami so Polančice. Miha, kaj praviš o Polančicah? No, prvič v vlogi, da jaz ocenjujem učiteljice. Gledal sem jih že prejšnjo sredo, same petice zaslužijo, no, sicer pa imajo usklajene obleke, brezhibno urejene frizure in njihov prihod na oder. Miha, pa jih tudi pojejo. Res? Polančice so nastale leta 2000. Kako? 2000? No dobro, nastale so že prej, a v skupino Polančice so se združile leta 2000. Za njimi je kar nekaj samostojnih koncertov. Prisluhnimo jih.
ti Polančice res tako všeč ali pač še nimaš zaključenih vseh ocen? Tako, če tudi je bil zgodovinski pregled dogajanja na šoli nepopoln in smo marsikaj izpustili, ne moremo mimo tega, da ne bi omenili leta 2001 in začetek 9-letke. In če smo bili pogosto prvi, smo 9-letko stopili preudarno in popolnoma pripravljeni. Tudi, ko je šlo za izbor nastopajočih na današnji prireditvi, smo marsikoga, ki bi si zaslužil, da ga vidimo, izpustili. Nekatere smo videli na naših srečanjih, slavimo z glasbo in s plesom, nekateri so prispevali svoje besedilo v zbornik Sledi, ki ne zbledijo, nekateri pa ste danes z nami v dvorani. Mislim, da si vsi skupaj zaslužimo še en močan aplavz. Vsem nastopajočim, da se nam še enkrat pridružijo. Prosim, da se nam na odru pridružite tudi gospod ravnatelj in gospa pomočnica. Osnovne šole bratov Polančičev. S vami smo bili Nika, Zala in Miha.